V Mariboru je danes pred sodnika stopila Urška Šprah, ki so jo več kot 10 let iskali z mednarodno tiralico in jo decembra lani prijeli v Dubaju. Ptujčanki očitajo, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Klub Mitjo Petričem ogoljufala najmanj 63 vlagateljev. Ti so verjeli obljubam o donosih in ostali brez svojega denarja skupaj za več kot 2 milijona evrov. In kje je Petrič, slovenskim organom pregona je še vedno nedosegljiv. Jana Ujčič. Urška Šprah, edina Slovenka na Interpolovem rdečem seznamu, je vsa ta leta živela v Dubaju. V Združene arabske emirate naj bi Šprah in Petrič zbežala pred opeharjenimi vlagatelji že leta 2010. Da se ni skrivala, pravi njen odvetnik, da je bil njen naslov znan. Ona je vse svoje dolžnosti, ki jih je imela v fazi preiskave, izpolnila. Tudi zaslišana je bila preko videokonference. Decembra so jo nato priprli v Dubaju, željna vrnitve v Slovenijo naj bi bila za pot pripravljena tudi sama plačati. V sodni dvorani je bilo danes tudi precej oškodovancev, ki so izgubili svoje prihranke. Po 12 letih od hišnih preiskav v aferi Profit Klub še vedno niso dočakali epiloga in ne denarja. Tolikega govorenja, preprečevanja, 100%, da nas ne bojo okoli prinesli. Ampak žal. Za nas je naporno, ker ti ukradijo denar, ki si ga pošteno zaslužil. Mnogi so izgubili velike vsote privarčevanega denarja, na naroku krivde ni priznala. Tožilstvo očita v tej zadevi obtoženi kaznivo dejanje, nadaljevanju kaznivo dejanje goljufije, sostorilstvo in pa kaznivo dejanje pranja denarja. V zadevi se očita oškodovanje okrog 2 milijona in 300 tisoč evrov na račun oškodovancev. Teh je vsaj 63, zagovornik obtožene pa. Moja klientka ne priznava krivde zato, ker ni kriva. Na zatožni klopi bi moral biti tudi Mitja Petrič, ki pa je organom pregona še vedno nedosegljiv. Je gospod Petrič še vedno iskan, izdana je tiralica in odrejen pripor. In to, da Petriča še vedno niso izsledili, je za oškodovance še toliko huje. Žalostno je, oni se pa veselo smejejo. Družba Petrič in njegovi ostali pajdaši pa lepo živijo na naš denar. Odvetnik obtožene je sicer danes zahteval izločitev po njegovem mnenju nezakonito pridobljenih dokazov, sojenje pa se bo začelo, ko bo o tej zahtevi odločilo sodišče.